Nam lahko poveste, kje se pravzaprav sedaj nahajamo? Zdajle trenutno sediva na lepi zelenici pod Fabjanijevo murvo, tem slovitim drevesom, ki raste že toliko stoletij ob vili Fabjanije. Vi gostite danes, oziroma vaša občina gosti danes tukaj vlak Ljubljana festivala. Verjetno je to neka zelo dobra priložnost za promocijo vašega kraja, vaše občine. Gostijo tudi lastniki posestva, to je družina Malgaj, skupaj z občino, skupaj z ostalimi dejavniki v občini, ki skrbijo za turizem in kulturo. Seveda je to velika priložnost. Pridejo ljudje, ki jih zanima kulturna dediščina, novinarji, podporniki takšnih dejavnosti, ki se v Štanjelu dogajajo, in prav taki dogodki so lepa priložnost, da spoznaš ljudi, se povežeš, nastaviš mogoče neke ideje za nove projekte, za prihodnja snovanja. Kako pa teče to sodelovanje med vami? Vi ste zavod v bistvu, ne? To je novo ustanovljeni zavod, ki ga je prejšnjo leto ustanovila občina Komen. Tak zavod je v tem delu že dolgo manjkal. Namreč grad Štanjel velik potencial kulturne dediščine in celotno okolje, tudi naravne dediščine, ekološkega kmetovanja, vinarstva, vrhunske kulinarike. Tak prostor je potreboval enotnega sogovornika, ki ga do sedaj ni bilo. Zdaj pa počasi se vzpostavlja ekipa in rezultati se hitro poznajo, ker vendarle je vzpostavljen en koordinator vseh teh potencialov. Ti potenciali so zdaj razdrobljeni, ta posameznik dela to, oni zasebnik drugo, nek javni zavod tretje, zdaj pa je priložnost, da se vse to poveže v eno celovito ponudbo. Vendar to posestvo je v zasebni lasti. Kakšno je pa sodelovanje z vami? Sodelovanje je zaenkrat odlično. Lahko si predstavljamo, naprimer, da to posestvo ne bi bilo obnovljeno. Torej bi manjkala ena ključna točka v Fabjanijevi zgodbi. Namreč to je njegova domačija. Tukaj se je največ ustvarjalo, tukaj je največ zgodovinske prisotnosti njegovega bivanja. Seveda so tudi stavbe in druga zapuščina Fabjanijeva, ampak to posestvo ima pa poseben renome, tudi v spominu domačino. To pomeni, vaš zavod in pa z lastnikom tega Fabjanijevega posestva zelo dobro sodelujete in vse, kar se dela tukaj, ste nekako v sozvočju s temi deli in pa spremembami, ki nastajajo, ali kako gre to? Oba zakonca sta vpeta tudi v aktivno delovanje občine. Gospa je občinska svetnica, gospod je v svetu zavoda, torej imajo kar nekaj vpliva na to delovanje. In moram reči, da zaenkrat si pomagamo v prizadevanjih, ker so seveda skupna prizadevanja. Kakšna je pa vaša največja želja, da bi se uresničila? V zvezi s Štanjelom? Ja. Hitro lahko take točke pokvarimo. Govorim o tem, da gre za dokaj nedotaknjeno lokacijo kulturne dediščine, pokrajine, ki je še rekla tako nedolžna, neokrnjena, kmetovanje ima še vse take postopke, ki niso tako škodljivi. Velik potencial, ki ga hitro lahko zapravimo. Torej, verjetno s tem povečanjem turizma, ki se v Sloveniji skokovito vzpenja, verjetno moramo iti, je edina prava pot butični turizem, torej za obiskovalca, ki zna ceniti to kulturno dediščino, to dediščino naših prednikov, jo tudi zna ceniti na tak način, da jo dobro plača in da ta množičnost ne skvari teh krajev, ker tega se pa tudi domačini bojijo.